predstavili, tako da je pa mogoče še dosti simbolično, da je tem tedni tudi teden bolj fotografij. Izvolite danes, da vam povemo novosti. Lepo pozdravljen v imenu UKC Maribor. Za začetek bi jaz samo predstavila vaše današnje sogovornike, kdo smo. Direktorja dr. Loreta zagotovo poznate, docent dr. Oblak, vodja sektorja radioterapije z Onkološkega inštituta, dr. Maja Ravnik, predstojnica oddelka za onkologijo, gospod Sašo Kulko, medicinski fizik in Darja Ona direktorca in najprej prosim generalnega direktorja za nekaj vodnih besed. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor smo se odločili, da vas skličemo danes in obvestimo o nadaljnjih aktivnostih na področju radioterapije obsevanja onkoloških bolnikov, ki ga izvajamo ob nesebični pomoči Onkološkega inštituta v Ljubljani, tako da kljub težavam, ki smo jih imeli po začetku izvajanja zaradi odhoda kolegice v daljši bolniški stalež, nadaljujemo s to dejavnostjo, tako da smo z vsemi možnimi ukrepi, ki jih bomo predstavili, ohranili to dejavnost za paciente severovzhodne Slovenije in ga celo ob dobrem sodelovanju z Onkološkim inštitutom tudi razširili in ga nameravamo tudi v bodoče še v letošnjem letu širiti, tako da bomo obsevali vedno več pacientov. Podrobnosti pa bo predstavila stroka skladno z dogovorom. Hvala lepa. Mogoče bi jaz samo uvodoma par besed predem pred nami, besedo res ožji stroki, ki vam bo znala pojasniti bolj natančno, kako, kakšnem obsegu smo začeli delati, kakšni so naši načrti. Povedala še, da brez sodelovanja Onkološkega inštituta ne bi mogli premostiti težav, ki so se pojavile precej nepričakovano lani jeseni z odhodom kolegice, da pa smo poleg tega krovnega sodelovanja, ki ga imamo kot inštitucija, podpisanega za uvajanje dejavnosti, uspeli z njimi dogovoriti tudi delo po individualnih pogodbah, tako da lahko zagotavljamo vse pogoje, ki so potrebni, da imamo tudi ustrezna dovoljenja, upravljanje bil nadzor, da kolega podrobnosti pojasnil, kaj to pomeni za dovoljenje za delo. Zdaj pa tisto, kar vas verjetno najbolj zanima, kako poteka strokovno delo in res prosim docent Oblak, da to pojasni iz prve roke, da tako rečem, in se res še enkrat iskreno zahvaljujem ne osebno, ki se je zelo angažirala za to, da dejavnost pri nas teče in seveda tudi Onkološkim inštitutom in vsem kolegom z Onkološkega inštituta. Mogoče bi jaz povedala par besed, kako smo z delom pričeli, kako je teklo. Krovna pogodba med obema inštitucijama je bila podpisana v sredini septembra lani. Potem smo v dobrem mesecu dni pač morali pregledati vso strokovno dokumentacijo, morali smo opraviti še dodatne potrebne fizikalne meritve na obsevalnih aparatih, pripravili potrebne protokole in s tem pač pridobili pogoje za dovoljenja, za sevalno dejavnost in za klinično delo. Z 1. novembrom smo pričeli z uvajanjem paliativnih obsevanj bolnikov, potem in tudi uspešno zaključili v začetku decembra, potem pa nadaljevali z uvajanjem radikalnega obsevanja bolnic z rakom dojke. In tudi to uspešno zaključili 14. februarja letos. S tem so bili pač dani vsi pogoji, da lahko potem pač teče delo normalno, to se pravi, se lahko v Mariboru obsevajo paliativni bolniki, večina paliativnih bolnikov in pa bolnice z rakom dojke, ki je namen zdravljenja radikalov. Določene redke izjeme se še morajo vedno voziti v Ljubljano, ker so zato potrebni določeni bolj tehnično zahtevne tehnike in sicer mlajše bolnice z rakom dojke in zaenkrat, upam, da do septembra, bolnice z lokalno napredovalo boleznjo raka dojk. Za v prihodnje planiramo še uvedbo radikalnega obsevanja raka pljuč in kasneje še raka danke. Potrebna pa je zato seveda zaposlitev dodatnega kadra, kar pa, kot sem slišala, je že v planu. Hvala lepa. Mogoče, če bi še dr. Ravno dodala par pojasnil, kako trenutno rešujemo kadrovsko situacijo. Kolegica je sicer internistka onkologinja, ampak se je že malo radioterapija poučila v svoji funkciji.
Zdaj, tako kot je bilo rečeno, na našem oddelku v enoti za radioterapijo poteka redno obsevanje bolnikov, ki potrebujejo paliativno obsevanje in pa radikalno obsevanje dojk. Trenutno se dnevno obseva po 15 bolnikov, kar je dejansko v skladu z dovoljenjem, ki smo ga pridobili. Tista zgornja meja, ko pa se bomo še kadrovsko ukrepili, bo seveda ta številka še večja. Pričakujemo, da nekje jeseni bi bilo 20 bolnikov in pa v skladu z ukrepitvijo, da bi jeseni dejansko začeli delati v dopoldanski izmeni na 2 obsevalnih napravah, ki jih imamo istočasno. S tem bi povečali obremenitev oziroma možnost obsevanja na cirka 40 ljudi. Zdaj, delo teče nemoteno, delo teče dnevno, ob pomoči, kot ste slišali, ljubljanskih kolegov, kot tudi kolega, ki smo ga pridobili iz Zagreba. Mislim, da je zelo zgledno sodelovanje pravzaprav iz vseh 3 strani, da tako rečem. Hvala lepa. Mogoče, če še gospod Pulko pojasni, kako je z dovoljenjem, tudi te vprašanje, bilo kar nekaj Po mojem novinarskih. ni treba predstaviti, ker bom zelo kratek. No, v bistvu... ali pa. Kot veste, imamo pravo Republike Slovenije za varstvo pred sevanjem, ki izdaja dovoljenja, takšne in drugačne, in se seveda obvezna za to, da lahko inštitucija izvaja takšno dejavnost, to je pa bolj za tehnična stvar. In zato so tudi izvedli inšpekcijski pregled, kar je povsem normalno v tem stadiju, torej pri razvoju radioterapije, zato imamo inšpekcijske preglede bolj pogosto. To ni zato, ker je bilo karkoli narobe, ampak je zato, ker je pač taka praksa, zato da gremo po malih korakih. Pri inšpekcijskem pregledu v bistvu so ugotovili, da delamo, kot je bilo dogovorjeno, torej po vseh protokolih in po skladu z dovoljenjem, tako da v bistvu povečujemo število bolnikov iz 5 na 10 in trenutno na 15, tako kot je že naša predstojnica povedala. Torej, trenutno imamo dovoljenje za 15 bolnikov na dan in trenutno obsevamo tudi 15 bolnikov na dan. To se bo spremenilo v aprilu. Takrat imamo možnost povečati to številko vse do 20, seveda ta številka je povsem teoretična, tako da bo glede na potek dela ta številka seveda se prilagaja. Trenutno dovoljenje nam velja do konc maja, takrat pa seveda pričakujemo, da ga bomo podaljšali in nadaljevali dejavnost, ki jo pač delamo trenutno. Torej, ne bomo širili med poletjem nobene dejavnosti, torej bomo še vedno naprej obsevali paliacije in radikalne dojke. Potem z jesenjo pa pričakujemo, če bo ustrezno zaposlovanje, tudi širitev na drugina, kot je že bilo omenjeno. Tako da z tehničnega pogleda, recimo temu, teče delo nemoteno in brez večjih zadet. Toliko z naše strani, mogoče, če so kakšna konkretna vprašanja. Pri vas je to običajno, da se ta dovoljenja pridobivajo torej 2 meseca, mesec, do jeseni? Ko je dejavnost utečena, to ni običajno. Ko pa se dejavnost uvaja, pa to povsem običajno. Ampak tudi pri nas, recimo, na Onkološkem inštitutu moramo pridobivati dovoljenja, ampak ta obdobje, a ne trajne dovoljenje, je pa daljši. Ker pri vzpostavljanju neke dejavnosti je pa to veliko pogosto. To je dinamičen proces, ker se tudi stvari spreminja. Imamo zdaj manjši obseg, če bomo pridobili radiološke inženirje, bomo lahko delali na 2 aparaturah, pomeni spet to sprememba dovoljenja tudi glede na obseg dela, da imamo. In je zato ta frekvenca sprememb večja, kot pa potem, ko je dejavnost upeljana v končni obliki, so ta dovoljenja potem daljša. Ker to je nek proces, recimo pri uvajanju dejavnosti, pri paliacijah in potem pri uvajanju radikalnega obsevanja raka dojke, smo pri nas v bistvu kompleten sektor radioterapije Ljubljana sodeloval z našimi radiološkimi inženirji, fiziki, z zdravniki, vključno z vsem kadrom iz Maribora. In stvari so se strašno hitro spreminjale. In v bistvu temu mora slediti tudi dovoljenje. Ta dovoljenja so zelo ciljana, niso kar splošna, to ni dovoljenje, zdaj pa vi lahko delate, ampak je določeno kaj, kje, kdaj. Kdo? To so varovala, glede na to, da je to res eno medicinsko področje, ki je do te mere tvegano, da tu morajo biti velike kontrole, to ni primerljivo s drugimi dejavnostmi, to smo se mi v UKC, ki
dejavnosti, ki nismo imeli tu predvsem naučili, da to je ogromno nekih tehničnih podrobnosti, varoval, kontrol, nadzora, zato da ja ne bi prihajalo do kakršnih koli neželenih dogodkov, glede na to, da gre za vire sevanja. Tako da na kratko povedano, to je normalno in pričakovano pri uvajanju. Tudi na Onkološkem inštitutu, kot je predstojnica povedala, imajo podobno. Potem, ampak s časoma potem se bo ta dovoljenje podaljša, ni več recimo na 2 meseca. Ja, mi je jasno. Ob zapletih, ki so bila pred časom, me zdaj zanima, s čim so vas prepričali, da ste torej ostali, takrat ste se javno nekako predstavili, da je vprašanje tudi določenih, da ne zaupate vsem postopkom, ki se tukaj odvijajo, da takrat ste se spraševali, če boste še naprej sodelovali. Čim so vas torej zdaj prepričali, da ste dosegli tak nivo sodelovanja in odločitev? Pa upamo, da prihodnje ne bo spet do takšnih nesoglasij, da boste odpovedali sodelovanje. Sem ekipe že dobro. Hvala. Mi smo sodelovali od začetka, to, kar sem rekla. Krovna pogodba je bila podpisana v sredini septembra lani. In mogoče so bile določene novice prehiter dane dejavnosti in večkrat popačene. Mi smo bili non-stop 100% zraven. Je bilo pa, nas je pa zarukalo, seveda, ko je kolegica šla na dolgo bolniško. In če ti nimaš komu uvajati, potem moraš vse stvar spremeniti. Mi smo mogli spremeniti in terminske plane in reorganizacijo. In bilo je neko prehodno obdobje, kjer je šel nabor pacientov, istočasno smo mi spremenili organizacijo, Maribor se je pa trudil, da je pridobil zagrebškega kolega. In ko je zagrebški kolega bil tu in smo mi v bistvu z drugim kadrom pripomogli, smo mi ponovno lahko uvajali dejavnost. Ker pri uvajanju je pač potrebna večja energija in več kadra. Smo bili pa več čas zraven. In tako, kot sem rekla, novembra uvedene paliacije in z decembrom smo začeli uvajati radikalne dojke, vmes te težave z reorganizacijo in spremembo terminskega plana in smo jih uspešno uvedli v začetku 14. februarja. Koliko vaših kolegov zdaj prihaja dnevno? Pri uvajanju, to se pravi takrat, ko so rukali, ko uvajaš dejavnost, je sodeloval praktično kompleten sektor. Z vsemi vodji, z radiološkimi inženirji, ki so tudi hodili pomagati in pač nadzirati, svetovati, z vodjo vzdrževanja obsevalnih aparatov, z medicinskimi fiziki, predvsem pooblaščenci medicinske fizike. Zdaj, ko pa je uvedeno, pa sodeluje 5 zdravnic, vseh 5 zdravnic iz tima za zdravljenje raka dojke, ki pa so sposobni seveda pokrivati tudi paliativna obsevanja. Za potrebe po individualnih pogodbah pa se je javilo tudi nekaj kolegov, ampak te bojo bolj za prisotnost, fizično prisotnost, ambulantno delo, pa pač te enostavna dela. Mi imamo zagotovljen pogoj, ki je ključen za to, da lahko delamo vedno en specialist v hiši, hodijo pa tudi specializanti, ki so že starejši specializanti, dogovor z njihovimi mentorji, ki tudi pomagajo delati v ambulantah pod nadzorom seveda specialista. In zdaj v bistvu imate enega specialista še vedno, ne tega iz Zagreba. Ne, mi imamo pogodbe za več, kot je povedala docent Oblak, z vsemi zdravnicami iz Onkološkega inštituta, iz tima dojke, kar pomeni, da je vedno en zdravnik, ki pozna to področje tu. Urniki sproti si pa med sabo kolegi usklajujejo, kolega iz Zagreba, iz Ljubljane, katera kolegica pride, in takrat, ko so specialisti tu, so lahko tudi naši specializanti, ker imajo nadzor. Tako da ta urnik se usklajuje sproti. Mi imamo pogodbe za več zdravniki, specialisti, ampak eden na dan mora biti pa vedno tukaj. Tudi je. Veste kaj, predvsem funkcionira krovna pogodba med UKC Maribor in Onkološkim inštitutom. Za individualne pogodbe mislim, da sta zaenkrat prišla dvakrat, je bila situacija taka, da sta mogla pride 2 kolega. Drugače predvsem bo funkcionira s krovno pogodbo. Rekli ste tudi, da boste širili, če se bojo kadri dopolnjevali. Na kak način mislite to dopolnjevati? To, kar so že na Onkološkem inštitutu predlagali na njihovi, mislim, na novinarski konferenci z povečanjem števila radioloških inženirjev, ki bi bili usposobljeni za delo z pospeševalniki,
bi lahko zagotovili, da bi se delalo hkrati na dveh aparaturah, kar je realna možnost, glede na to, da to je vseeno kader, ki se ga lažje dobi tudi iz šola, za zdravniki bi pa lahko v tem obsegu pokrivali to delo, če sem prav razumela, da to pa predvsem dobro popravljamo. Taki radiološki inženirji bi prišli iz Ljubljane ali so že tukaj? Mislim, razpis bomo naredili, kako ne? Razpisa, da se uvedejo in potem se bojo zaposlili. Je pa potrebno počakati, da vidimo, ali postopki, ki so bili začeti, tečejo dobro in potem ob soglasju z Onkološkim inštitutom lahko gremo v zaposlovanje dodatnega kadra in širitev dejavnosti. Je pa to specifičen kader, ki seveda včasih na razpis dobiš ustreznega kandidata, dostikrat je pa tako, da je mislim, da potrebno neko obdobje, da se izšolajo za... Ta kader je na tržišču, predvsem po fakulteti, ampak ga je potrebno izšolati. Ne moreš iz fakultete takoj, to ga lahko, da ga zaposliš, ampak ga je pametno dati v en utečen tim, ki stvari obvlada, ker pač te radiološki inženirji iz fakultete niso sposobni samostojnega dela. In po nekih 2 letih jih lahko vodja prepozna, se pač opravi neki izpit, recimo kolokvij, naredi zapisnik in preidejo pač v naslednjo stopnjo, kjer mi temu rečemo dir 1 in ta profil je potem sposoben samostojnega dela na obsevalnem aparatu. Če sem jaz prav seznanjena, pa seveda je mešana ekipa, da niso vsi radiološki inženirji ti najbolj usposobljeni, ampak od njih lahko delajo tudi tisti z nižjo usposobljenostjo in se hkrati učijo, da je to ekipa. Koliko teh inženirjev bi potrebovali, da pridete potem do številke 40 jeseni? Normativi za linearni akcelerator so nekje 4 radiološki inženirji na eno smeno. To se pravi, za 2 linearna akceleratorja potem rabimo 8 radioloških inženirjev. Potrebni so pa še radiološki inženirji za simulator. To se pravi za aparat, kjer se pripravljajo bolniki na obsevanje. In zdaj v bistvu Maribor, če sem dobro seznanjena, ima 7 radioloških inženirjev. Vsega skupaj, od tega imamo dir 1, imamo trenutno 5 ljudi, kar pomeni, da nam dejansko po teh normativih manjkajo še 4. Dir 1. Kar smo pa tudi že obravnavali, če smo direktor dopolniti na skupine za sistemizacijo in te predloge je tudi predstojnica že napisala, nekaj bomo uvrstili v finančni načrt in šli v ta postopek iskanja kandidatov za poslitev. Lahko nekaj vprašam, Tomaš, ki še vrednani. Povedano je bilo, da se pač delate v smeri, da bi delali lahko na obeh obsevalnikih sočasno. Kaj to meni, da ta trenutek delate samo na enem ali pač izmenično? Izmenično. Torej, na en dan delamo na enem, ampak vsak drug dan recimo pa menjamo. Torej, da sta oba v pogonu in oba sta klinično izpravna in za oba linaka imamo dovoljenje. Tako da s tem, da bi šli na 2 linearna pospeševalnika iz tehničnega stališča ni dobene težave. En dan dela en in drugi dan. Tako. V pogonu sta v bistvu oba dva, ne samo klinično dela, dejansko izmenično. To je bilo že na začetku zastavljeno, zato da je bil ta prehod bistveno bolj enostaven. Mogoče še kaj za onkologijo? Ja, se tukaj vrnilo vas pravzaprav konkretno bi želela, ker smo vedno s temi mikrofončki se mahali, torej, da dokončno da rečete, koliko novih zaposlitev, torej in ali radiologov ali zdravnikov boste potrebovali, da pridete do tistega polnega zagona, to, kar vam ta tehnologija, ki jo imate v hiši, tudi omogoča. Mislite, 2 aparata v polnem obsegu in samo povejte, da bodo potrebovali, da bo doktor Avdija pozna. Če smo jim prosim. Zato, da bi zagnali v polnem obsegu, kot ste dejali, na 2 aparatih, v 2 izmenah, kar pomeni 80 ljudi obsevanih na dan. Dodatno potrebujemo še 12 inženirjev, za kar smo že zaprosili, še dodatno 2 fizika, medicinska fizika, in pa seveda tudi drugega kadra, kot so medicinske sestre in pa administracija, zato ker bo vse skupaj le v pogonu. Ampak ključno je seveda, da bo dovolj, pardon, to se navezuje na to, da bo dovolj zdravnikov in naši specializanti, prosim, doktor Avdija, pa sam še povejte, prosim, da bo naši specializanti pridejo 2019, pričakovano jih je 5, kar pomeni, da bo takrat
5 specialistov radioterapije z onkologijo, nekaj bo še, upamo, mlajših specializantov krožečih na Onkološkem inštitutu, to bi bila polna zasedba. Ali po strokovnem direktorju po vsem tem času prevzemate moralno ali pa drugačno odgovornost, ker vendarle ste v tem času zasedali to delovno mesto, da tako dolgo časa potrebujete, oziroma ste potrebovali, da spostavljate neko stanje, ki to zdaj že ni nekaj normalno stanje. Da so ostali ti obsevalniki zelo dragi, da so se neki vozili v Ljubljano, pa so še nekaj nekaj. Jaz sem stopila funkcijo aprila 2010 in istega leta takoj zaprosila zdravniško zbornico za specializacijo radioterapije. Kronološko imamo vse stranjeno, kdaj smo zaprosili, za kakšno število, kdaj so bila mesta odobrena, kdaj smo dobili prve kandidate. In prvi specializanti, ki so začeli po tistem razpisu, so še zdaj nekateri v postopku specializacije, ki so bile vmes porodniške, kolegica, ki je že zaključila in trenutno tudi na bolniškem staležu, in mi smo vedno sproti iskali kader od leta 2010, ko sem jaz na tej funkciji. Veste pa, da zdravniška zbornica objavi razpis enkrat letno, s tem, ko smo dali mi zahtevo 2010, je bil prvi razpis v začetku leta 2011, zato da so se našli kandidati, da so opravili edukacijo, pa veste, koliko traja. Tako da smo lani dobili prvo specialistko. In ostali specializanti, ki so se vključevali, so še zdaj v postopku edukacije. Iskali smo vaš čas tudi specialiste, ponujali smo prejšnjemu direktorju tudi druge možnosti sodelovanja, za katere se ni odločil, hitreje lastnega kadra, če ga hočeš izšolati, se pa ne da dobiti, ker morate vedeti, da je to zelo specifična dejavnost. To je področje, ki ga je sedaj delal samo Onkološki inštitut v Ljubljani in radioterapeutov, ter zdravnikov, ki bi bili na trgu dela, ni. To je zelo ostro omejeno področje. Odkar pa sem jaz na tej funkciji, sem pa takoj začela iskati kader, naš vlastni kader. In tudi mednarodne razpise smo objavili, iskali smo v razpisih pri nas. Žal, gre za specifičen kader, ki ga ne moreš dobiti čez noč. Smo pa tudi že novinarjem podali informacije, mislim, da takrat januarja, za kakšno število mest smo zaprosili, koliko je zbornica odobrila in kronološko v katerih letih, kar zdaj žal na pamet. Če ni več vprašanja, še je kakšno? Ne. Potem se vam pač zahvaljujem.